Pozdravljeni, sem Luka in za vas sem pripravil kratek video, kako se lahko znajdete, če v teh časih ne najdete kvasa. Lahko si namreč pripravimo sami divji kvas. Postopek je zelo enostaven in zanj ne potrebujete veliko, vse te sestavine ima verjetno vsako gospodinjstvo. Torej, pa si poglejmo, kako lahko sami pripravite divji kvas oziroma drožji, kot to tudi imenujemo. Sto 50 ml vode, 2 žlici moke, ena žlica sladkorja, zmešamo. Ter za vir mlečno-kislinskih bakterij dodamo še en krhlj jabolka. No, mogoče več kot en krhlj jabolka. Super, nastavek za kvas je sedaj pripravljen, da pa bo primeren za uporabo, pa moramo počakati še nekaj dni. Jaz sem ga imel takole zaprtega v posodi 3 dni, nato pa je čakal v hladilniku še 2 dni, da sem ga umesil v kruh. Zakaj moramo čakati 2 dni? Dajmo se najprej vprašati sploh, kaj je kvas. Torej, kvas je veliko živih bitic, ki jih imenujemo glivice kvasovke. Ta majhna bitjeca nam nato zrahljajo kruh in povzročijo, da kruh zraste. Kvasovke se kot vsa živa bitja prehranjujejo in razmnožujejo. In kruh zato zraste. Ampak ne zaradi tega, ker bi se kvasovke toliko razmnožile in bi mi pojedali pravzaprav toliko bakterij, ampak zaradi tega, ker kvasovke proizvajajo plin in zaradi tega plina se pravzaprav kruh napihne. Torej, plin, ki nastaja, je pa ogljikov dioksid. Ampak o tem majčkeno kasneje. Torej, v primeru našega divjega kvasa moramo počakati 2 dni, da se dovolj mikroorganizmov razmnoži. In te mikroorganizmi so prisotni povsod in ko ustvarimo pogoje, da se lahko razmnožujejo, torej da je toplo, da imajo hrano, lahko nastane teh mikroorganizmov ogromno. In zato moramo mi najprej vzgojiti te mikroorganizme, ki jih bomo potem dali v kruh. Ok, sedaj pa, ko čakamo, da nastane divji kvas, pa lahko naredimo še dodatni poskus. Sestavine, iste kot smo jih dali v skledo, dajmo še v plastenko in jo pokrijemo z balonom. Na ta način lahko spremljamo, ali res nastaja kakšen plin in da preverimo, če je nastal res ogljikov dioksid, pa lahko poskusimo s tem plinom pogasiti svečko. Torej, če bo svečka ugasnila, je verjetno res nastal ogljikov dioksid. Tako, sedaj naslednji korak pa je izdelava kruha. Sam sem delal kar po občutku, torej, da je bilo testo v redu, sem vedel tako, da se mi ni več prijemalo na roko. Drugače pa lahko držite tudi recepta na sliki, torej 2 žlici divjega kvasa, 400 gramov pirine moke, 150 ml vode, pa 4 ščepce soli. In potem vse skupaj pregnetemo in pustimo nekaj časa, da vzhaja. Torej, jaz bi pustil vsaj kako urico. Potem pa kruh prestavimo iz posode, kjer smo jo umesili, v posodo, kjer bomo pekli, in pečemo na 180 stopinj v pečici približno pol ure. Da boste pa vedeli, da je kvas pečen, pa preverite tako, da vzamete neko leseno palčko in z njo prebodemo naš kruh. Če je kruh pečen, na palčki ne sme biti nič nepečenega testa. Tako, jaz sem kruh spekel, ratal mi je super, da je vzhajal, se vidi na naslednji sliki po luknjicah. V primerjavi z navadnim kruhom je malo bolj kisel, ampak je res dober, pa dober tek.